Naslednji prispevek ima Lev Centrik. Zdaj je razpet med Ljubljano in Koprom. Gotovo pri iskanju podatkov deluje na PHŠ-ju in pa na Inštitutu za novejšo zgodovino v Ljubljani. Levov prispevek je skok v 20. stoletje, približno za 100 let naprej od zadnjega prispevka. Dobro, najlepša hvala. A se sliši? Zvočniki niso. Niso. To je pa še bolje. Okay, najlepša hvala za to predstavitev. Bom kar začel, kot vidite, jaz zgodbo prenašam na medvojno in povojno obdobje glede vasi Tomaj. Skratka, trenutno se ukvarjam z obdobjem 1941-1955. Kot vsi vemo, v globalni sliki gledano iz aviona je to obdobje, ko nastaja državnost slovenskega naroda. Z mejami poteka socialna oziroma socialistična revolucija. Mene pa zanima, kako so ti procesi razvidni, kako odmevajo v vasici Tomaj. Tem bolj zanimivi, ker potekajo na ozemlju, ki je v usodnih letih 45-47, ko povsod drugod po Jugoslaviji nova oblast pač utrjuje svoje pozicije, je takrat ta Tomaj pod zavezniško vojaško upravo in konkretno v Tomaju je angleška vojaška posadka. Zdaj, moja vprašanja so tukaj pač naslednja. Oziroma, moja prva naloga tukaj je rekonstruirati nastajanje novih oblasti, novih političnih institucij v Tomaju in v tem smislu videti, proučiti, kako so se posamezniki oziroma posameznice znašli tukaj, kako so se v novem nastajajočem političnem sistemu orientirali, a so kaj napredovali ali niso napredovali. Zdaj, jaz vam danes seveda ne morem postreči z pomembnimi odgovori, ker je moje raziskovanje šele v napredku. Angleži imajo lepši izraz work in progress. Tako da vam bom danes predstavil zgode in nezgode oziroma drobce iz življenja in konteksta treh posameznikov. Vsi so kmetje, vendar so vsi pripadali pač različnim slojem, ki so pač med drugo svetovno vojno v vasi Tomaj imeli določene možnosti za svoj socialni dvig in politični dvig, vendar nobeden od njih, ne glede na družinski pedigre, ne glede na, lahko bi rekli, nematerialno dediščino svoje preteklosti, ne glede na pač ambicioznost, pač njihovo, nobenemu ni zares uspelo. Nihče od njih recimo se ne pojavlja v enciklopediji Slovenije pod geslom, kar pa ne pomeni, da niso igrali v svojem kraju in v revoluciji, narodno-osvobodilni vojni na Slovenskem, izjemno pomembne vloge, kajti pač zgodovine niso ustvarjali, predvsem ne zlasti samo velike osebnosti, ampak prav take osebe, kot vam jih bom predstavil, zelo kompleksne v svoji naravi. Zdaj, zgodovinski viri, s katerimi se največ ukvarjam, so raznovrstni. Od seveda del, ki so bile zame izhodišče od gospe dr. Mire Cencič. Nekatere podatke vem samo iz njenega dela. Pomembno delo je tudi Tomajska kronika, mozaiki življenja na Krasu, ki jih je pisal župnik Albin Kjuder, ki sploh predstavlja za našo raziskavo pomembno izhodišče. In pomembni so navsezadnje arhivski viri, recimo neverjetno dobro je ohranjen arhiv za leto 44 in 45 za Tomaj pod okrožje Kras. Izjemno bogato gradivo, seveda tudi ki ga hrani Arhiv Republike Slovenije, bogato je tudi gradivo, ki ga hrani Pokrajinski arhiv Koper za Tomaj. Zdaj, na začetku, preden vam predstavim tri junake, ki so moj vodilni primer, vam bom nekaj povedal, recimo se splača nekaj povedati, kaj je druga svetovna vojna v človeškem smislu predstavljala za Tomaj. Podatki, ki jih tukaj objavljam, recimo sem jih primerjal pri podatkih, ki jih je predstavil župnik Albin Kjuder, pa tudi recimo kot jih najdemo v evidencah krajevnega ljudskega odbora in okrajnega odbora Sežana, skratka dokumentih ljudske oblasti in številke vam lahko že povem, se pri Kjudru in pri dokumentih ljudske oblasti
skoraj do potankosti ujemajo. Skratka, padlih v vrstah NOV, recimo kot so beležili avgusta oziroma in decembra, pač 7. Zelo, recimo, ogromno, recimo, ne, jih je bilo interniranih, bodi si v koncentracijskih taboriščih, bodi si na deloviščih, prizoriščih prisilnega dela. Zelo izstopa to, da je bilo 5 vaščanov v Auschwitzu, od katerih je eden umrl, v Dachavu 10, kjer so pač umrli 4. Tukaj je pa dolg seznam, kjer je bil vsak posameznik prisoten oziroma posameznica. Skratka, vas je plačala svoj dolg, krvni, oziroma tudi, hočemo reči, trpljenje, ne, ki se ni rezultiralo nujno v smrti, ne, je pa pač pridalo zgodovinskemu spominu te vaške skupnosti pomemben pečat. V istih generacijah najdemo še ljudi, recimo, ki so imeli spomin na žrtve, njihove prednike, ki so umrli v Prvi svetovni vojni. V vasi so ljudje, ki so bili v bistvu padli v angleško ujetništvo na afriškem bojišču in tako dalje in tako dalje. Zdaj pa vam bom predstavil življenje pač teh junakov. Zdaj, tukaj le je nek organigram, ki ga nikakor ne želim, da ga vi razumete kot neko dokončno skico, ne. To je pač, kar bo na koncu tudi objavljeno. Če nekaj drugega, pazljivi opazovalci in opazovalke boste tukaj le videli, ne, da manjka cela vrsta političnih institucij. Manjka najmanj SKOI, manjka AFŽ, manjka pač Slovenska mladina. So pa recimo nekatere ključne institucije, na katere sem naletel pri svojem proučevanju, bodi si pri Kjudru, bodi si v primarnih arhivskih virih. Zdaj, to je skratka najnižja raven, skratka raven ljudske oblasti, kot nastaja na vasi, to je pa pač najvišja globalna raven, to je pač področje, v katerem deluje pač 9. korpus oziroma kasneje zavezniška vojaška uprava. Najmanj, kar nam ta skica pač pove, da v določenem obdobju, da po drugi svetovni vojni Tomaj nima več statusa okraja in okraj preide pač na Sežano. In s tem se seli tudi partijska moč, recimo, ne, ker ni več. Med drugo svetovno vojno imamo ne samo celico partijsko Tomaja, ampak imamo celo okrajni komite partije Slovenija za Sežano, ne. Recimo, zdaj te spremembe, ko Tomaj postaja samo lokalno središče, ne pa več regionalno središče, tudi eden znanilec upadanja pomena Tomaja kot kot vasi, recimo, ne. Zdaj, in kje zdaj najdemo pač te naše junake? Zdaj, jaz sem obravnaval 3 ljudi. Pač eden je pač najpomembnejša in najznamenitejša oseba je recimo Miro Pupis. Ta oseba, recimo, župnik ga imenuje kot zelo bogatega kmeta, v dokumentih ljudske oblasti pa skoraj veleposestnik. Zdaj, družina Popiževih recimo ni bila tako slavna, močna kot Černetovi sicer, ampak je imela v svoji preteklosti tudi župane. Recimo v 19. stoletju v njihovi rodbini bil grofov reprezentant v Tomaju. Zdaj, Miro Pupis je začel odlično. Začel je že leta 1942 ko je bila ustanovljena lokalna, ko se je začela snovati Osvobodilna fronta. Potem je zelo hitro napredoval v okrožni osvobodilni OF, okrožni osvobodilni odbor za Kras od Osvobodilne fronte. Najvišje pa je prišel tudi, ko je prišel v pokrajinski Narodno-osvobodilni odbor za Slovensko primorje. In pač tam je tudi omenjen v študiji Toneta Ferenca, ki je v 60-ih, če se ne motim, napisal o razvoju OF-a in Komunistične partije Slovenije. Skratka, to je najvišja njegova funkcija. Oziroma, pomembno funkcijo je leta 1945 opravljal tudi, ko je bil na ravni narodne zaščite, to je pač oborožena, ne pa nujno vedno oborožena formacija del NOV-ja, in je čuval tudi novo vlado v Ajdovščini oziroma je deloval pri narodni zaščiti, ki je bila vezana na to. Skratka, človek bi imel recimo vso možnost, recimo, ne,
da bi tukaj doživel nek meteorski vzpon naprej. Imel je to šanso, recimo njegova družina, recimo je bila takšna, ki se je potiskala naprej, ne, bi mu tudi to lahko dalo pač nek povod, ampak človeku pač ne uspe. Recimo leta 1945 se vrne v Tomaj in na volitvah v krajevni ljudski odbor spektakularno pogori. Potem postane razočaran, vodi nekaj časa lokalni pač partijski komite v Tomaju, pri čemer je treba reči, da leta 1949 pride celo do tega, da celo pomen lokalne partijske organizacije v Tomaju pada, zato ker leta 1949 je združena z Križem. To pomeni, da je članstvo v partiji blazno padlo. Sicer kasneje dobi Tomaj leta 1950 pač spet svojo partijsko celico, mislim, osnovno organizacijo takrat, ampak skratka, več od tega recimo Pupis ne doseže. Leta 1947 je bil celo izključen iz partije, zaenkrat še ne vem zakaj. Svojo pomembno vlogo je odigral leta po Kjudrovem mnenju 1951, po mojih ugotovitvah 1949, ko je vstopil v kmečko delovno zadrugo. To je slovenska varianta jugoslovanska kolhoza. Skratka, to je predvsem zato, očitno je bil k temu spodbujen, ker je bil zelo močan kmet in po celi Sloveniji so bili kmetje pogojno pripravljeni vstopiti v zadrugo, če bi najprej noter stopili najmočnejši. In očitno tisti, ki so bili pač med vojno na partizanski strani, so tako rekoč po svoji moralni dolžnosti, da bodo pač prvi. On je vstopil noter, ampak leta 1953 je izstopil. Zdaj imamo drugo osebo, Franc Bolle, znan kot tovariš Jablan v dokumentih 1944. On je igral, njega jaz največ srečujem, ko preučujem NOB na lokalni ravni. On je pa izhajal iz zelo skromne rodbine. V njegovi rodbini najdemo brivca, no, kar se z župani ne da primerjati. Bil je, to vem od dr. Cencič, član Tigra. Potem je bil aktivist od 1942 v Osvobodilni fronti, bil je pol tajnik okrajnega narodno-osvobodilnega odbora Osvobodilne fronte. Za Tomaj tudi partijske okrajne organizacije, za Tomaj je bil sekretar. Med vojno je bil nekaj časa zaprt od Nemcev in pač ena velika afera, ki je med vojno izbruhnila na ravni osvobodilnega gibanja, je bilo vprašanje govoric, kdo ga je izdal. Skratka, in so identificirane določene osebnosti, obstaja korespondenca, zahteva partijske organizacije, da voz pride in obišče tiste osebe in zaenkrat še ne vem, kaj se mi je zgodilo. Po vojni je dobil negativne karakteristike, napredoval ni. Bil je celo interniran od Narodno-osvobodilne vojske leta 1945, mislim, to je v arhivu zapisano, mi malo nenavadno podrobnosti še proučujem, izključen iz partije, ampak leta 1948 ga vidimo pač kot člana davčne komisije in kot člana Osvobodilne fronte, vendar na ravni Tomaja. In tudi on je kandidiral na volitvah in ni dobil dobrega, za krajevni ljudski odbor, in ni dobil dobrega rezultata. Potem imamo tukaj enega srednjega kmeta, po karakteristikah ljudske oblasti in po mnenju Kjudra zdravega in močnega, ne posestnika, to je bil pa Rudolf Škerl. Izjemno v bistvu zanimiva oseba, tudi on je začel pri Tigru. Kasneje je pač, kot sem videl v drugem gradivu, bil član fašistične stranke, ampak to ni bilo nič posebnega, ker po Kjudrovem oceni je bilo itak 2/3 vseh prebivalcev Tomaja leta 1939 članov fašistične stranke, in to vseh, tudi otroci so računani, okoli 1000 ljudi, Kjuder reče 67%. Skratka, vsi. Ampak v pač dokumentih ljudske oblasti mu tega niso šteli preveč v slabo, ker je pisalo, da ni bil resen član. Mislim, ker a veste, to je bilo zelo sproščeno, pač očitno to članstvo, ne. Zdaj, med drugo svetovno vojno ni bil zelo, mislim, je pomagal terencem, pomagal je pri raznih zagotavljanju raznih stvari, ampak drugače je pa bil dvomljiva osebnost. Povezan je bil z določenimi aferami, namiguje se na neko njegovo
odnose z Nemci, ker je dobival propustnice za Trst in podobne zadeve. Skratka, pomembno vlogo pa je igral po drugi svetovni vojni, ker je vstopil v zadrugo kot pomemben posestnik. Skratka, on in Pupis, recimo, kot vodilna človeka, ne, za katerimi so šli tudi vsi ostali. Zdaj, niti on, ne, zdaj, če gremo naprej, tukaj imam te volilne rezultate. Volitve leta 1945 so zanimive, konec leta, ker je takrat že tam zavezniška vojaška uprava, ampak ljudska oblast, revolucionarno nastajajoča, se pač ne da motiti. Volitve vseeno so, edino to je, da pač za temi volitvami ne stojijo oborožene formacije ljudske revolucije, ki takrat potekajo, ne. In jih premaga, totalno jih premaga in Pupise in vse Jožef Kjudar iz rodbine pač trgovca. Skratka, to je zdaj v bistvu, zdaj eno moje veliko vprašanje, na katerega pač zdaj le nimam odgovor, je, kako da pač nobenemu od njih ni uspelo priti naprej, kaj je razlog v bistvu tudi njihovega slabega volilnega rezultata. V arhivskem gradivu prebiram, da so bili dva od teh, to sta Pupis in tale Bole, obrekovana od ljudstva. Zdaj, govorice so razne, arhiv med drugo svetovno vojno je v bistvu izjemno sočen v tem pogledu, ne, ampak skratka, to je še moje vprašanje. Zdaj, mene dejansko me zanima, katere skupine znotraj vasi so bile tiste, ki so morebiti blokirale njun povzdik, recimo, bolj natančno bi rad tudi ocenil, mogoče, če bom kje dobil, kakšne so bile res njune ambicije, kaj sta si želela na višjih ravneh oblasti, moram tudi pač oceniti, ne, kako so jo tam ocenjevali, ampak pač ona dva sta zaenkrat moj vodilni primer za rekonstrukcijo dogajanja v prvih 15 let po drugi svetovni vojni. No, ker ob tem poteka cela vrsta pomembnih vzporednih zgodb, nekatere tudi obskurne, ljubezenske razprtije, na drugi strani, ne vem, vaški posebneži, danes bi mi rekli troli, ki pač pošiljajo, ne vem, trdijo, da so pošiljali ideje o svojih izumih v Moskvo, kako se delajo bombe, pišejo Titu, jih želijo izgnati ven. Skratka, veliko časa so imeli tudi za osebno obračunavanje, ki ravno ne sodi, ki ga je težko narisati, ne vem, no, v kakšno, ne vem, slavno sliko o ljudski revoluciji, skratka. Še ena posebnost pri arhivskem gradivu bi omenil in tukaj bi potem skoraj končal, ne, je ta, ne, da me je zelo presenetila kot zgodovinarja velika neanonimnost. Imate gradivo leto 44, 45, ne, in imate partizanska imena, ampak pogosto pa tudi prava imena. Tako da je mogoče malo, da ne skoraj za vse ljudi dešifrirati, recimo. Kar je pač zanimivo, recimo. No, pač jaz si znam to težko razlagati. Kljub temu, da mi dokumenti govorijo, da takrat, kadar so Nemci v vasi Tomaj, takrat osvobodilna fronta mrkne. Skratka, ne dela pač čisto nič. Skratka, jaz bi s temle tukaj pač predstavil sem nekatere probleme, del mojega gradiva in tukaj bi jaz zaključil, ne, in predal, oziroma jaz ne morem predati tega. Se lahko ti zahvalim, no, to super. Tu časovno nekako gremo zdaj skozi. Ja,